Simoniča, ki nam bo pa predstavil analizo knjige Gabriela Majcena Zgodovina domačih živali in potomnih rastlin iz leta 1927. Hvala. Več let že predavam ekološko antropologijo tukaj na oddelku in pred par leti sem slučajno v enem tekstu Jožeta Hudarjesa zasledil referenco na Gabriela Majcena in njegovo knjigo Zgodovina domačih živali in pitomih rastlin. In v tem svojem, malo uporniškem duhu sem se navdušil nad referenco, namreč zdelo se mi, da imamo pa vseeno do slovenske etnologije nekaj takega, na kar bi se mogoče bilo zgodovinsko sklicevati in ne bi bilo treba teorije ekološke antropologije, kulturne ekologije in zoantropologije, kaj smo vse slišali danes, povezati samo z tujim prostorom. In zato sem se lotil najprej se pravi lova na to knjigo. Zanimivo je, da je ne najdemo niti v eni slovenski knjižnici, mi jo je pa uspelo najti pri enem antikvariatu v Celju za 15 evrov. Tako da te poti referenčne so zelo zanimive. Delo Gabriela Majcena je zanimivo predvsem zaradi njegovega, bom rekel, neopaznega mesta v slovenski etnologiji in tudi v novodobnem zanimanju za odnose med človekom in živalmi. Pomembno se mi zdi tudi za razvoj besedišča in za samo razvoj teorije. Sploh se mi zdi ta knjiga, bom rekel, edinstvena na področju slovenske etnologije, sploh iz tega obdobja, ko je prevladovalo, bi rekel, materialno ali pa folkloristično zanimanje za ljudsko kulturo, recimo temu kratko. Par besed, kdo je bil Gabriel Majcen, tukaj ga vidimo prvega z leve s svojimi sošolci na gimnaziji. Na kratko ne bom preveč utrujal, ker ni to srednja tema. Skratka, šolnik, kmetijski pisatelj, zgodovinar, rojen 1858 pri Mariji Snežni v Slovenskih Goricah. Šolal se je na gimnaziji v Mariboru in Gracu, naredil izpit iz meščanskega vzgojeslovja, postal potem učitelj leta 1891 in 1909 se je potem upokojil in bil zelo aktiven še do leta 1940. Par stvari, ki jih je napisal, tri zvezke šolskih pesmi z besedili in notnimi zapisi, začetnico za slovenske ljudske šole, metodika zemljepisnega pouka v ljudski šoli, prva čitanka za slovenske osnovne šole s kratkimi navodili za pouk v pisanju in čitanju. V gospodarskih novicah je objavil več člankov, letnike po svoji upokojitvi je spisal povsem sam, tudi prirodoslovni oddelek v teh novicah z naslovom Iz knjige prirode. Potem pisal je črtice slovenske zgodovine, skratka, glavnega zgodovina zanimala. Naj povem še eno zanimivost, ki sem jo našel, namreč Baž v nekrologu, Franjo Baž v nekrologu iz leta 1940 piše, da je Majcen vodil pevski zbor slovenskih čitalnic in med drugim 1889 pripravil pevsko proslavo obletnice bitke na Kosovskem polju. In da ni bil povsem nek Berezovnjakovič, nam dokazuje tudi njegov diplomatski potni list za Pariško mirovno konferenco leta 1919, kot vidimo tukaj. Skratka, vse stransko angažiran intelektualec, človek, ki je organiziral številne predavanja tudi po štajerskem podeželju in poskušal prosvetliti ljudi. Kar je še zanimivo, tukaj imamo njegov navod o narodopisni zbirki iz leta 1906, ki ga je izdelal po zgledu Murkovega narodopisnega programa njegovega obiska te češko-slovaške razstave 1895. In skratka, kot vidite, je imel zelo sociološki in socialni pristop in ni bilo čudno, da ga je Štrekelj takrat kritiziral, da ne upošteva dovolj jezika, duhovnih danosti, skratka, da so predmetne
analize samo sredstvo za razumevanje globljih zgibov in čutenja naroda. Skratka, zdelo se mi to vse preveč banalno. Gre pa za vprašalnice, ki obsegajo 124 strani, 400 vprašanj, vidite različna področja, s čemer je v bistvu zelo tudi presegel, po mojem mnenju, Murkovo zasnovo. Kaj še povedati v zvezi s tem, da je bil med glavnimi ustanovitelji Mariborskega muzeja in tudi snovalec narodopisne zbirke in kar se mi že še bolj pomembno za današnjo priložnost je to, da si je ves čas prizadeval, da postane prirodoslovje oziroma prirodoslovni oddelek sestavina muzeja, ki je nastal v okviru zgodovinskega društva, se pravi, naravo je poskušal nekako skozi zgodovino tudi obravnavati. Franjo Baš še samo za konec, preden gremo k knjigi, 1940 piše, zgodovinskim društvom Maribor je bil med prvimi poborniki za Srednji Štajerski narodni muzej, zagovarjal stališče, da mora obsegati muzej, poleg kulturno-zgodovinskega tudi prirodopisni oddelek in tako naprej. Skratka, vidimo, da je bil kar vpliven v svojem času in zelo produktiven. Tu imamo njegov, samo za ilustracijo, rokopis za knjigo o zgodovini Maribora. In potem gremo k knjigi, ki je osrednja tema te moje današnje analize. Skratka, zgodovina domačih in pitovih rastlin iz leta 1927 išla v Gorici in je bila prvenstveno, ko jo beremo, ugotovimo, da je prvenstveno namenjena tedaj večinskemu kmečkemu prebivalstvu Slovenije, da bi se podočilo o izvoru domačih živalskih pasem in rastlinskih vrst. Pisana je poljudno, brez resnega znanstvenega aparata, ne navaja niti ene literature izrecno ali pa z neko referenco, omenja samo dva avtorja, ki bom kasneje omenjal. Posredno je, kot vidimo iz pisanja, poskušal dokazati pomen nove slovenske elite pri izobraževanju ljudstva. Se pravi, če je pisal o zgodovinah tega in tega, potem se mu zdelo smiselno kmečkemu prebivalstvu predstaviti tudi odhod izvirajo domače živali, ki jih imajo na svojih dvoriščih. Tu sem izdelal na osnovi njegovega pisanja in tako kronologijo, kako je delil čas, se pravi, gre predvsem za procese udomačitve, ki ga zanimajo, in v posameznem obdobju potem našteje določene živalske in rastlinske vrste. Tiste, ki so v okvirčkih, se iz poglavja v poglavje ponavljajo in po čemer že lahko potem sklepamo, se pravi, da je pes največkrat deležen njegove pozornosti, pa tudi govedo, koze, ovce, kot vidite, se najbolj ponavlja. Medtem, ko to gledate, vam bom nekaj splošnih stvari povedal, ki izhajajo iz tega njegovega generalnega opisa. Knjiga ima sicer okrog 115-120 strani in vsako tako poglavje ima okrog 10 do 20 strani, recimo. Če si pogledamo prvo obdobje, zdi se mi smiselno to začne knjigo z v bistvu priliko o Kainu in Ablu kot ovčarji, kot poljedelcu in ovčarju in piše potem to, da po potu, po kateri nas vodi v davnino znanstveno raziskovanje, ne pridemo do tako točnega rezultata. Se pravi, in tudi knjigo zaključi z referenco na pismo Korinčanom. Skratka, jaz vidim to njegovo intervencijo tudi kot prehod iz, bi rekli, bibličnega časa, ki je bil, bi rekel, norma tedanjega večinskega kmečjega prebivalstva v geološki čas, kar pomeni, da je moral poznati vsaj Lina ali pa osnovne geološke principe geologije iz začetka ali pa iz prve polovice 19. stoletja. To se mi zdi pomembno.
Potem, če pogledamo samo recimo pri vsako obdobje, se pravi, predvsem prvi dve obdobje uvede za neko geološko, ekološko analizo, potem z stanjem družbe in potem z analizo posamezne vrste, ki jo izbere oziroma ki se mu kaže kot pomembna v tistem obdobju. Tako da bi za recimo to prvo obdobje pred Kristusom ključno, se pravi, ni udomečenih živali brez kovin, za drugo obdobje ni sledu domačih živali in kulturnih rastlin, šele on postavi to tam 8000 pred Kristusom, ves čas je pred Kristusom, se pravi, ni pred našim štetjem. Ne? Potem v tretjem obdobju domače živali poudarek se prenese od krotitve do goje, se pravi do načrtnega, to je temeljna razlika, ki jo moramo poznati, ko beremo njegovo knjigo, skratka, za udomačitev uporablja v glavnem termin krotitev in v tem smislu reja, ki je, kot je kolega Mleko še razlagal, v bistvu samo neko zaprtje, gojenje, ne? Mislim, goje je pa potem druga stvar, ki pa, kot vidite, že posega v zarod, temelji na nekem vedenju o dednih lastnostih in tako naprej. Skratka, v tem tretjem obdobju dela ta prehod. Zanimivo, ko govori o družbenih kontekstih, se vedno bolj približuje slovenstvu in mi skupini, tako da, ko imamo recimo peto obdobje, ne, tukaj 650 do 1500 piše v tem splošnem uvodu, Slovenci smo v drugi polovici 6. stoletja zasedli novo domovino, bivali smo, uporablja vedno prvo osebo množine. Kot ključne dejavnike tega obdobja prihod pod nemški jarem, dobivali smo le še drobtinice, to je njegov kontekst, bi rekli. Ne? Madžari so presekali povezavo med Slovani, Turki zavzamejo Carigrad in ugotavljajo, da niso razvijali kulture, ampak so ropali pri sosedih. Turški vlastelini pa so predvsem čislali lepotne rastline, ne pa prehranskih. In tako naprej. Skratka, potem, če gremo posebej, da vas ne utrujem teh podatkov, res dost časa pa malo, pregleda psa, za katerega ugotavlja, da tu se edinokrat sklicuje na Linneja, na avtorja, se pravi na botaniko, pravzaprav, ne? Na tega taksonoma, bi rekli, in ugotavlja, da je nastal pes iz zahodnoazijskega šakala in volka, govorijo ali evropskih šotnih pseh in sploh se mu ta šotna oblika pojavlja tako pri kozah, pri svinjah in seveda potem ugotavlja, da skoraj vsi večji današnji urbani centri so imeli nekod svoja mostišča in omeni potem seveda Ljubljano zraven oziroma Ljubljansko barje kot eno od takih lokacij. Par stvari, da podrobnosti se lahko pogledate seveda v knjigi, ampak meni se zdi predvsem zanimiv sklep z antropološkega stališča. Če v prvem modelu očitamo to evolucionistično paradigmo in lahko kritiziramo določene letnice, danes je arheologija nekatere stvari ovrgla, se mi zdi sklep zanimiv, pa samo par stvari prebral, kaj je ugotavljal v sklepu. Za vsako evropsko pokrajino je bila tujina pomembnejša od domačije. Pitome rastline in domače živali so prišle od drugot. Narodi so bili med seboj učenci in dediči. Azija nam je skozi zgodovino prispevala največ, Amerika veliko, Avstralija nič. Mnogo več smo dobili iz juga, nego iz severa. Človek je bil pred domačitvijo svoboden, ni bilo treba mnogo delati, zdaj je priklenjen na eno mesto. Primer, sodobni črnci, ki jih daje, se zelo težko privadijo na delo, uživajo v svobodi, če tudi so lačni. Udomačitev je povezana z ogromno duševnega in telesnega napora ter samozatajevanja. Prvotni človek se je gotovo lažje odločil krotiti živali nego rastline. Število do zdaj v domačinih živali jedva 20 in prilagojenih rastlin niti 100 je
je za pokrajino, kot je Slovenija, zelo malo. Tok kultivacije živali in rastlin ni bil enakomeren, se pravi, obstajajo zgodovinski pospeški. Razvoj kulturne in splošne družbene moči je povezana z akumulacijo ekstrasomatske živalske energije. Spremenjen odnos med človekom in naravo, ta del se mi zdi še posebej zanimiv, spremembe živali v procesu udomačitve in goje, tako piše. Prvič, v naravi se predrugačenje živali dogaja veliko bolj počasi, medtem ko se z gojo spreminja naglo, to je v bistvu darwinistična pozicija. Ne? Čim dlje je udomačena, bolj je oddaljena od svoje zarodnice, se pravi izvira ali pa divjačenje, kot se tudi pravi. Ne? Drugič, nekatere vrste se z zunanjim vplivom opirajo bolje kot druge, postavljajo torej živali v neko trpno, defenzivno vlogo. Naprej, mnoge domače živali so večje kot njihovi zarodniki oziroma divjače, naprimer konji, kunci in gosi. Pasje vrste govedo in poranko so izgubili na velikosti. On dela to zgodovinsko generalizacijo. Sprememba barve in dolžine dlakov po udomačitvi in križanju, kot posledica tega, no? Potem povečanje mišične mase, konj, goveda in tako naprej, svin, pogostejša rodnost pri kuncih, perutnini in tako naprej, večja mlečnost od 400 litrov na kravo v prosti paši do 4000 litrov za hlevsko pašo, mislim za hlevsko rejo, potem oslabljena zdravstvena odpornost živali in skrajšanje življenjske dobe, spremenjene umske sposobnosti. Tu zanimivo ugotavlja, da je pes najbolj povzdignjen in je zaradi nalog in zahtev človeka umsko najbolj napredoval. Na spodnji lestvici tega pa postavlja ovce in kure, ki so postavljene v drugi plani, rekli, degradirane v tem smislu. Ne? Ker očitno ni časa, tu imate še, vidite, knjiga se konča z takšnim abecednim seznamom posameznih vrst, ki jih obravnava, in pa z kazalom. Tu je še v otroštvu, pa za zaključek bi rad povedal, da je treba, če tudi smo kritični do tega Masonovega evolucionizma, pa v bistvu v trenutku, ko historično pokaže vstop določene živali v družbo, ga neha zanimati. Njega ne zanimajo vsakdanje interakcije, opomenjanja živali in tako naprej. Skratka, treba ga je brati na presečišču te evolucijske geologije in biologije, ter na njegovega, kot smo videli, narodopisnega angažmaja in prosvetiteljstva na drugi strani. Ne? Potem poseben, absolutno v svojem času v totalni etnologiji, ki je kmečko gospodarstvo povezovala predvsem z duhovnimi vidiki kulture in naroda. Postavljajo se veliko bolj antropološka vprašanja, čeprav večji del v kontekstu predzgodovinske udomačitve. Druge vidike sem prej predstavil iz sklepa. Tu sem želel narediti še primerjavo z Minihom, ki je prav tako obravnaval predvsem svinje, ampak ga je zanimala vsakodnevna interakcija, letno kroženje, opomenjanje, spreminjanje odnosa do živali od, bi rekel, družinskega člana do zakola, kako se razosebi ta odnos, te dileme, ki so s tem povezane in tako naprej. Vse te stvari seveda malce niso zanimale. Besedilo, kot rečeno, ima pomanjkljiv znanstveni aparat, navaja samo še Frana Erjavca, to je bil avtor knjige o divjih rastlinah. V 70-ih letih 19. stoletja je izdal knjigo v več zvezkih domače in tuje živali v podobah, slovenski mladini v poduk in kratek čas. To so tipični učbeniki z risbico živali in potem razlagane. Se pravi, samo Linné in Erjavec sta izrecni referenci za noben drug podatek, ko ne moramo izvedeti odkot. Ob pregledu določenih trditev
In primerjave z današnjimi teorijami lahko rečemo, da mnoge letnice, mnoge izpeljave, ki jih je on pisal, takrat držijo, skratka, reklo bi se, da je bil kar dobro načitan, ampak z današnjega stališča bi ga težko kot znanstveno referenco uporabljali. Vsekakor bom pa svoje študente spodbujal, da berejo to literaturo. Hvala. Peter, hvala. Vprašanja. A sem prav videl Miha? Ja, lahko je. Mene je samo to zbudilo zanimanje, da je, mislim, pozornost, no, da je prišlo leta 27 v Gorici. Ja. Se pravi, to je ta zanimiv kontekst fašizma, ne, pa glede na to, da so ga zanimali to klasifikacije, rase, hierarhije. A je tudi kakšna, mislim, ali bi ga mogli, bi se ga dalo kaj povezati s tem tudi, oziroma s kakšnimi? Ne, samo da ne razlikuje dosledno med pasmami in rasami. On piše recimo o arije evropcih, ne, pa piše, čekajte, skratka, da ni jasno, v kateri pasmi so spadali ljudje, ki so naseljevali tisto območje. Čak, jaz sem prav slišal, pasma pa rasa je ena lista za tega, kako? Rasi sploh ne uporabljamo. Samo pasma. Samo pasma. Pa vrsta. Zakaj pa je šlo v Gorici, pa politični kontekst, pa še ne vem. Ja, zanimivo. Meni se zdi zanimivo tudi to, seveda, da te knjige ni mogoče nikjer najti in se mi zdi pohvalno, da si jo izbrskal in glede na to, kar si povedal, ne se mi zdi, da bi ti zdaj lahko še, da bi te še moralno obvezali, da se potrudiš, da ta knjiga izide. Knjiga da izide? Ja. Knjiga je, jaz jo imam fizično. Že, ampak ne more da biti. A ja? Recimo, da jo mi je priznano odeti. Misliš? Šlo je tako. Jaz mislim, da je vredna tega, no? Ja, no, skratka, mislim, da bi bilo, moral bi jo nekdo to natisniti, ne? Zdaj založbo, što kaj ti čudo, Zdaj moram povedati, da glede na to, da je 1927 izšla, sem jaz nekako tiho pikiral na to letnico 2027, da bi v 100 letnici kaj naredili. Pa ste me zdaj s to inicijativo več vrstne družbe prehiteli, bom rekel, sam sebi sem prehitel. Ampak mogoče je, čez 3 leta, 4, ali pa ta rok v nekaj realnosti, da to realizira. Ja, to je tudi ideja, seveda. Ja. No, mislim, se mi zdi zanimivo, Erjavec, če se ne moti, je imel katedro za zoologijo na Graški univerzi. To pa ne bi bilo. Njegova produkcija, kar se jaz videl, je taka, da tiste njegove povestice za otroke obdali, tako da se pa njemu malo sprašujem, kaj je on predaval v Gradcu. Ja, med literaturo... Kaj je njegovo znanstveno produkcijo, to mi je velika vlanka, ne? Oziroma, drugače povedano, kako je on do te katedre lahko sploh prišel v Gradcu, ne? Tako da se mi zdi, ne bi bil zdaj rad krivičen, ampak mogoče bi si tam bolj zaslužil po katedro, kot ta Frane Detajc. Ja, on piše o našem Erjavcu. Poglejmo, kaj pove naš Erjavec na tej internetu. Ja. Peter, Ja. Kar se mi bom nič vprašala, ampak sam ti dodala, kar se Gorice tiče. Morda, v 19. stoletju so imeli v Gorici zelo močno društvo za zaščito živali oziroma proti mučenju živali. 19. stoletja je bilo sploh čas, ko se pojavlja tudi recimo v kmetijskih in rokodelskih novicah, zlasti tudi v nemškem prostoru, pozivi proti mučenju živali. V povezavi recimo z upreganjem v take in drugačne jarne, tiste, ki so na možgane vplivali in tako naprej. Tako da Gorica je imela to vrednost. Ampak jaz več vem o tržaškem društvu, kaj je tudi naša ličen o tem, zdaj doktorat tudi
tudi s tem društvom se ukvarjala. Goriško je bilo, italijansko društvo je bilo, to so bili Italijani, ne? Kaj pa Goriško? Zdaj se bom težko čisto spomnila, ker to sem pred 11 leti pisala, pa čaka na izid pri meni, ne? Ampak brala sem eno besedilo biologinje naše slovenske o tem društvu. No, tako da nisem dobenih italijanskih knjigov, to sem brala. Mogoče bilo, ne? Nekaj italijansko je celo v bistvu, ko so kritizirali, ne, kmete, kako grdo učijo živali, kako so, je bil ta to netnični živali. Enako tukaj, ne, ravno so kritizirali. Učijo živali.